Na Florjanovo je v Laškem slovesno. Letos je bila slovesnost v Laškem svetišču na predvečer godu tega mučenca, ki je zavetnik gasilcev, dimnikarjev in sorodnih poklicev. Za Laščane, kjer je bilo središče trga večkrat podvrženo požarom, ima še poseben pomen. Prav zato verjetno je bila cerkev, ki je, kot vemo, posvečena svetemu Martinu, posvečena na Florjanovo, razlaga nadžupnik. Pred 80 leti pa se je prav takrat po dolgem molku v cerkvi slišala slovenska pesem. To, ker se ve dan, se pravi prva nedelja v maju, ne ve se pa stoletja, ne ve se pa letnice. Bilo je zapisano, kdaj je, ker so pač tak pisni viri pač obeležujejo prvo nedeljo v maju. Svetega Florjana se je pa seveda začelo dosti kasneje obhajati. Čeprav v Laškem, še posebej po letu 1840, po tistem požaru, pa že tudi prej, ker imamo oltar posvečen svetemu Florjanu, na kar kaže, da so Laščani od nekdaj prosili svetega Florjana pred varovanjem častnega in večnega ognja, kot se včasih reče. Pravzaprav ta naš sveti Florjan je zanimiv, potem, ker je ne samo po umetniški liniji, po teži, pa tudi potem, ker je bil že zelo ogrožen. Kot smo nekako videli, takrat, ko je bil poskus vloma, je bil tarča ravno kip svetega Florjana, ki smo ga uspeli ohraniti in obdržati. In se mi zdi, da je ravno zaradi tega tako dragocen kot ključ od tabernakla, ki pa je bil odtujen in tudi srečno vrnen nazaj. Slovesnosti, ki je poklon sodelovanju in nesebični pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo, se tradicionalno udeležujejo gasilska društva iz kraja, tokrat iz Rečice, Vrha in Jurkloštra. Pridejo pa še druga društva. Letos sta bili obe rudarski društvi iz Sedraža in Brezno Huda jama, pa kmečke žene iz društva Rosa in predstavniki Rdečega križa, pa občinskega društva invalidov in predstavniki občinskega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in pevci, ofirovci in koledniki ter cerkveni pevski zbor Koral, ki je tokrat gostil svoje pevske kolege cerkvenega pevskega zbora svetega Nikolaja iz Bohinjske Bistrice. Mislim, da to je naša skrb. Imamo vsi na prapori Florjana, tako da je treba obujati. Bilo je tudi velik požar v Laškem, jaz mislim, da je treba takte stvari negovati, pa obuje še naprej. Rečiški gasilci nasploh, gasilci v Laškem, pripravljeni na vse najhujše stvari? Ja, sigurno. Mi smo zmerom pripravljeni pa pomaga tudi bilo kaj pri kakih drugih stvari. Tudi lokalna oblast se udeležuje takih slovesnosti ob Florjanovem. Kakšni so vaši vtisi po današnji slovesnosti? Sicer uradno sem res kot predstavnik občine, ampak bi lahko rekel, da sem v dvojni vlogi, tudi kot predstavnik Laške pihalne godbe, sicer ne v uniformi. Jaz zelo veliko dam na društveno življenje, na aktivno sodelovanje v društvih, pa predvsem veliko tudi na tradicijo, ker to je eden od načinov, seveda, kako se dobri običaji širijo iz roda v rod in tako kot je gospod župnik med mašo rekel, društveno življenje, društva, zlasti kulturna, dajo tisto neko pozitivnost, pozitivno vnemo, dobro voljo, sploh v težkih časih, kot je bilo med korono, naprimer. In mislim, da je prav, da se takšni dogodki tradicionalni nadaljujejo in upam, da se bo v naslednjo leto zbralo še več društev. Današnja slovesnost, po čem si jo boste zapomnili? Ja, po lepi udeležbi društev, uniformiranih društev, po skupnem sodelovanju, ker to je pravzaprav projekt, ki nastaja že več let in za vsako, ko je kakšno društvo se zraven priključil, pa kakšen del smo ga veseli. To je tisto prvo veselje. Zdi se mi pa, da je po covidu nekako vrednotimo druženje drugače, ker smo vsi občutili tisto težo, kaj pomeni, ko si drug drugemu ogrožajoča sila, in mislim, da se da kar malo primerjati z tem, kar so leta 1945 občutili, kar je tudi zelo, zelo ostalo ljudem v spominu,
da je pač maševal je duhovnik v nemščini, ne? Ampak bližina svobode se je tako slutila in če bilo strogo prepovedano, ne? Karkoli v cerkvi, takrat kaj drugega kot latinsko pa nemško. In takrat je ena, vemo katera, takrat še mladenka, začela po obhajilu peti to pesem Bešo Marija. In sta cerkev jok in je pelo se iz takega srca, da jim je ostala tako globoko v spominu, da je ta napev te pesmi ostal sinonim za začetek prebujanja slovenstva ponovno. Bila je Ana Hrastnik, poročena v Stopcah, sestra dveh duhovnikov, ki sta bila že takrat v izseljeništvu in pa, ja, pogumna žena. Ne zaradi lakote, pač pa ker je tak red, da za to priložnost članice župnijske Karitas Laško napečejo kruhovih šnit. Te so bile tudi tokrat za piko na i po maši, simboličnih darilih zahvale in ob druženju obvezna sestavina. Vse v zahvalo minulim rodovom za plemenito delo, ki so ga bili opravili in da bi skupno delo v društvih in skupnosti sicer tudi v prihodnje imelo hasek in božji blagoslov.